Alieni moji, kje ste, kako ste ekipa? Danes je čas za en video, ki ga že ful upnimo na mojem kanalu. Vsaj ne v tej ostri, strogi obliki true crime-a. Vsi obožujemo true crime. Sploh ne vem zakaj dejansko. Zato, ker imamo vsi feeling, ki ga poslušamo, da smo neki detektivi in da lahko pripomoremo k primeru. Danes je za vas tukaj en ful hud primer. Danes sem za vas en primer, ki ga spremljam. Ne spremljam, zdaj ga ni več kaj za spremljati načeloma, ampak ko sem prvič slišala za true crime na YouTubu, sem imela JonBenét Ramsey primer, tista punčka, pa tega se res dobro spomnim in sem rekla, ok, nam šla JonBenét, ker pač nikdar ni izglasovan, nažalost, ampak tale je pa itak toliko zanimiv in je že čas za en true crime, tako da gremo alieni moji danes to čez. Bom kar kmalu začela, da nam predolg. Danes bomo govorili o primeru, o tragičnem primeru dveh nizozemk, ki so se podale v Ameriko, v Panamo, na 6-tedenski izlet. Ker sta imeli graduation, je bilo to za njiju kot delno ena nagrada, delno pa nekaj, za kar sta v bistvu pol leta skupaj delale in šparale, da boste lahko šli. Maček mi hoče vse zviti. A veš, mački, ki grejo na mizo in ti hoče tako neki dol vrst. Šle sta pa tudi z namenom, da so v prvi vrsti naučita španščino boljš, nekaj sta že znali, hodili sta jo še izboljšati. Druga stvar je pa, da bi delale tam prostovoljno z otroci. Mac, tiho! Tiho! Odpravili ste se 15. marca leta 2014, torej ni lih najnovejši primer tole vse skup. In prva 2 tedna njunega potovanja sta bila popolnoma gladka, mirna, cool, veliko sta se zabavale, v bistvu kot nagrada za graduation. Družila sta se z 2 fantama, ne vem, če je to omembe vredno, ampak je pa pač zanimivo dejstvo, kot vidite po slikah, res sta se imele fino in načeloma sta uživale. S 1. aprilem sta prišle v mestece, kjer sta bile dogovorjene s tako imenovano host family oziroma družino, ki naj bi ju gostila, takrat za, mislim, da kar dolgo obdobje še, a celo en mesec, če se ne motim, v glavnem dolg časa, to so bili taki zanimivi dogovori, danes že obstajajo, in sta prišle tja in stvar je potekala tako, da sta se ona dve za naslednji dan dogovorili za jutranji pohod oziroma za turističnega vodnika, enega lokalca, ki je obvladal tam okoliš, da bi ju peljal na nek določen pohod, ki se mu reče Piano Road, v glavnem pianista, nekaj v smislu pianista track, v glavnem na to pianista pot, vsaj tako jo bom jaz imenovala. Okrog 11. dopoldne sta se one dve že odpravili na to pot en dan, preden naj bi šla tja tako ali tako s tem vodičem. Tako da to je prva stvar, ki je res ekstremno čudna, nenavadna in še zdaj nobeno jasno, zakaj se je to zgodilo. Preden gremo v detajle, morate vedeti, da tja, ki sta šla one dve hoditi, tu ni normalen gost, tu ni tako pri nas, ki načeloma vse označen, lepe potke. Tam je to drugače, neke vrste je džungla in ni jasno označenih poti, ni jasno razhojenih poti, tja greš, če si mogoče mal ekstremist in da one dve niso bile v nobeno smer profesionalni pohodnici na kakršenkoli način. Želeli sta pač priti do konca te pianista pohodne linije in na koncu prideš na nek vrh, kjer je ful lep razgled in prej sta se pozanimali o tem, sta si pogledali slike, čeprav na internetu leta 2014 je bilo to veliko manj oglaševano, veliko manj je bilo za videti, veliko manj sta se lahko naprej prepričale, ampak sta šle. Valjda še ena pomembna stvar, puncama je bilo ime Lisanne in Chris in to sta pač nizozemska imena, tako da jaz si bom izgovarjala Lisanne pa Chris, priimkov ne bom, ker v tem primeru nima spet toliko veze. Še ena izmed prvih res nenavadnih stvari, ki so se dogodile, je to, da sta sabo vzele lokalnega psa Blueja. Morate vedeti, da ta celoten primer je toliko bolj zapleten zaradi tega, ker je bilo veliko enega prevajanja, na tistem območju govorijo špansko in je ves čas prihajalo do teh prevajanj od domačinov, potem v španščino in iz španščine, potem v angleščino in je prevedeno v 3 različne jezike in vsakič so stvari noter različno napisane, različne informacije in še danes tudi jaz ne bom mogla vsega natančno povedati, ker še vodilni ne vejo dejansko, kaj je res, ker so toliko slabo se lotili tega primera. Ok, zakaj sem sploh omenila tega psa Blueja? Zato, ker se je še tisto noč, ko sta one dve zjutraj odšle, on se je tisto noč potem vrnil nazaj, one dve se pa nista vrnili. Potem šele naslednji dan zjutraj
je postala panika, klicali so jih, niso jih dobili na telefon, hosti so jih klicali, starši so jih klicali, niso jih dobili, ker tam na tisti pohodniški poti načeloma ni signala. 30 popoldne so končno celo stvar prijavili tudi na policijo in s tem si tudi začela manjša iskalna akcija, to ni bila neka obsežna, ampak tista manjša, lokalci, kdo je želel pomagati, so šli raziskovati, iskati, ampak niso najdeli popolnoma nič, ne nič v smislu nič, ampak nič, nobenega ostanka, nobene stopinje, nič, nula. Naslednji dan, torej 3. aprila, mislim, da so tja prileteli oboji njuni starši, torej ata, mama dvakrat in so valjda tudi pomagali pri tem iskanju in potem, valjda vredno omembe je, da je to intenzivno iskanje njiju potekalo 10 dni, našli spet niso popolnoma nič. Šele 10 tednov po njunem izginotju oziroma odhodu od teh host family so oni našli prvo stvar in to je bil njun mini nahrbtnik. Nahrbtnik je bil itak majhen, ampak noter je bilo praktično vse, oba telefona, vsi dokumenti, pasuši, denar, nekaj čez $80, če se ne motim, potem pa še 2 njuna modrca, pa fotoaparat. Prva nenavadna stvar je to, da je bilo to ekstremno ohranjeno, nič se ni poznalo na temu nahrbtniku, ni bil premočen, ni bil umazan, ni bil raztrgan, bil je v neverjetno dobrem stanju, pa ne vem, če sem omenila, ampak našli so ga ekstremno daleč, res daleč, nikdar ne. Fora je, da ga niso našli te ljudje, ki so jih iskali, ampak čist drugi domačini na čist drugem koncu, ki so tudi slišali za to in so sporočili nazaj policiji, ampak to je bilo ne vem, koliko dni hoda proč od tam, kjer sta one dve bile, tako da kako da hek se je znajdu tam, je že itak misterija sama po sebi. In s tem, da je bil nedotaknen po 10 tednih, čeprav je tam deževalo in nekaj, vse se je dogajalo sredi džungle. Potem zanimivo je dogajanje na njunih telefonih, namreč in en in drug telefon, en je bil Samsung, en je bil iPhone, z obeh telefonov je bilo ogromno poskusov različnih klicev, to lahko vidite tukaj na fotografiji, pa še potem se bomo poglobili v te klice, ker tudi časovnica je pomembna, ampak zaenkrat samo tle si lahko pogledate. Izhodnih klicev, vsaj poskusov izhodnih klicev na 112 številko, ki tudi pri njih pač velja za pomoč, distress call. Nič ni šlo čez, zaradi tega, ker pač ni bilo signala, tudi nima veze, je bila to emergency oziroma klic v sili številka, nič ni šlo čez, razen enega samega klica, ki je šel čez za 1 sekundo in potem ga je spet prekinil, tako da jasno, od točke, ki sta one dve šle, nista očitno načeloma bila več v stiku z drugimi ljudmi, načeloma, to bomo šli pa teorije zarote ali whatever. Skratka, 5. aprila naj bi umrl od Lisen telefon, 6. aprila potem tudi od Chris telefon. Donaj, da je 6. umrl tudi od Chris, fora je, da 6. aprila je bil od Chris telefon zablokiran, ker je nekdo poskušal vnesti napačno PIN kodo. In što z tega je, da se je to ponavljalo potem še naprej in sicer 11. naprimer je spet nekdo vklopil ta telefon in poskušal z napačnimi kodami. Iz tega čist vsi, ki govorijo o tem primeru, sklepajo, da to definitivno ni bila Chris, ker ona bi jasno znala svojo kodo. Logično je, da sem zna svojo kodo, ampak po tolikih dneh ali tednih v džungli, oziroma v tem primeru je, da 10 dni, se mi ne zdi več popolnoma samoumevno, da ti kode še vedno gre. Zdaj pa, lej, ne vem, bile sta brez vode, imela sta eno plastenko vode, bile sta popolnoma brez hrane. In v teh primerih spet se mi ne zdi 100% nujno, da se spomniš kode, ali pa da si jo sposoben natipkati, ali pa da nisi zmeden, ali pa da nisi prestrašen. Ampak to je res zajeb velikrat, da tokrat fališ svojo PIN. Tako da recimo, da sklepamo iz tega precej jasno, da je to poskušal nekdo drug, zdaj pa kdo drug. Zdaj pa tako, 8. aprila se zgodi nekaj, oziroma so našli na fotoaparatu nekaj, kar je v celem tem primeru nekaj najbolj nenavadnega in nekaj, kar še zdaj niti javnosti ne pokažejo, predvsem večji del tega še zmer samo delčke, tako da ne vemo zagotovo, kaj je na teh fotografijah, ampak teh fotografij je tam 80-90, se pravi res ogromno. Narejene so s flešami, narejene so po noči. Zdaj približno, kar sem jih našla, vam jih lahko pokažem, ampak še vedno se praktično nič ne da razbrati ven, če nimaš niti približene izkušnje s to džunglo ali pa kako ne bi izgledalo, ampak določene stvari ven so se dale razbrati. Zdaj tako, teorij zarote zaradi teh fotografij je veliko. Eden je dejansko prišel do ideje, da je nek vzorec teh fotografij nastajal, torej ena je od blizu, ena je od daleč, pa so 3 v nebo, nekaj v tem smislu, ne znam točno razložiti.
ne vem niti kaj naj bi pomenili, ampak meni se zdi, da taki šel v to teorijo še mogoče mečkam predelač, ni nujno, ne vemo. Eni menijo, da je to zaradi tega, ker ste si želeli osvetliti pot, kjer ste hodili s flešom, ker meni se to zdi spet neumno, ker če realno pogledaš, itak potem si slep, ko tu živiš ta fleš, kako se me zdaj, ko imam ta ring light pred glavo in potem kvečem še manj vidiš, tako da ne vem, zakaj bi si na ta način otežovala life. Ne vem, mogoče panika, spet panika je čist nekaj drugega, ne vem, kam te pripelje, ne. Potem je spet opcija, da so želeli koga na kaj upozoriti, mogoče nase, neke emergency situacije, če ste nekje koga slišali, da ste hoteli, da je kdo pas, potem je opcija, da ste želeli prestrašiti divje živali, tako da opcije je res ogromno, ali pa samo slika, da si zapomnite pot, ali pa neke določene dele poti, ki so bili mogoče bolj opazni, who freaking knows. Je pa potem še ena slika, ki je pa res vredna omembe, ker je na sliki Kris, torej ta rdečelasa punca, kjer je slikana njena glava oziroma predvsem lase, nikdar skoraj ti ne pokažejo cele slike, ampak samo ta delček, kjer se vidi, da je bila ranjena, da je tekla kri, ful slabo se vidi ta fotografija, ampak so pač to profesionalci razbrali ven, da je bila pač udarjena v glavo, ne da se pa kaj več razbrati kot samo to, da je bila poškodovana. Točno po ne vem koliko tednih so našli od Kris, torej od rdečelaske, kratke hlače, tekma pač na fotografijah, džins, lepo zložene na skali tik ob bregu reke. Zdaj najbolj čudno tle je to, da so zložene, ampak vas moram spet razočarati s tem, ker so informacije toliko razgubljene v tem primeru, da v enih prevodih je tudi to, da so bile noter v reki, nekje, da so bile zložene, skratka, brez veze se poglablja to, če ne vemo. Potem pa ta najbolj čuden del, eden izmed najbolj čudnih delov, ko so teden kasneje za temi kratkimi hlačami našli tudi od Kris škorenj, v škornju je bila nogavica in v nogavici je bila tudi njena noga oziroma predvsem podplat, saj ta del, čist spodnji del noge. Zelo kmalu za tem in dokaj bliz tega škornja so pa našli tudi pelvic bone, torej medenico od Lizen. Zatem so našli še 33 drugih njunih kosti. Zdaj spet, v enem prevodu je rečeno, da zelo bliz tam, v drugem prevodu je tako, da so bile kilometre in kilometre daleč te, pač narazen ena od druge te kosti. Mogoče si mislite, da je 33 kosti velik, v tem primeru je, ker so res all over the place te kosti, ampak fura je, da je to še vedno od to kosti, kakor jih je v našem telesu in da so bile to predvsem samo iz ene leve noge kosti, teh 33 je ogromno vprašanje, kje da heck so se ostale kosti. Gremo na še bolj čudne dele zgodbe. Od Kris kosti, torej od rdečelaske kosti, so bile gor brez mesa, brez česarkoli in so bile popolnoma bleached. In zdaj jaz smotana, kakor sem se ne spomnim slovenske besede za bleached, zblanžiran, v glavnem popolnoma čiste in bele so bile te njene kosti, s tem, da od Lizen kosti so imele gor še vedno meso in so izgledale tako, kakor naj bi izgledale kosti nekoga, ki pač da niso zblanžirane oziroma razbeljene, sploh ne, ko bi temu rekla. Torej, ko je strokovnjak potem to razglabljal, kako bi mogla izgledati, je logično, da kost naj ne bi bila v tem primeru samo od sebe še nikakor, niti približno, niti malo bličana, torej razbeljena, čista, mogla bi biti, kako so izgledale od Lizen kosti, torej kaj da heck se je zgodilo s kostmi od Kris in samo od Kris. Bličane na enak način, kakor da bi bilo to storjeno z ali limeto ali pa s fosforjem. In eni strokovnjaki so prišli do zaključkov, da naj bi to v mehiškem kartelu, ne vem, kako točno to prevesti, naj bi bila neka praksa, pri čemer naj bi to se že večkrat zgodilo s kostmi oziroma z ostanki ljudi, pri kateri so hoteli zabrisati znake, kako so bili umorjeni oziroma kaj se jim je zgodilo. Tako da mogoče naj bi dejansko nekdo samo ali ima kaj storil pa bličal, ali pa mogoče kdo našel te kosti in je prakticiral na njih in pač vadil, ker je meni absurdno, tako da. In vem, da se zdaj na tej točki že sprašujete, kaj če so za vse skupaj krive divje živali. To odpade popolnoma, ker so tudi preučili to in gledali, če je opcija, ampak prvo kot prvo na kosteh ni bilo niti enega samega znaka, da bi se to zgodilo. Druga stvar je pa, da v tem območju ni niti približno takih živali, ki bi lahko tacga storile. Ni aligatorjev, ni večjih živali, ni ničesar.
ki bi na ta način lahko pojedle, razgrizle, ubile, kakorkoli že te dve punce. Potem še zanimivo je, da res vse njune stvari, od ruzaka do vseh čevljev, potem so še čevelj od Lizen najdel, je čudno, ker so nedotaknjeni. Tudi na slikah vidite, zgleda, da je skoraj iz trgovine. To je totalno čudno. One dve je še velika verjetnost, da ste šli po eni poti, ki je bila čist XXX. Tukaj vidite na sliki, to je nekaj, kar grejo kvečem res izkušeni domačini, pa še oni načeloma ne, ker načeloma ta pot velja, da res ne id, če ti res ni treba, oziroma it's pointless, wrong turn, grozljivka, pač don't go. Je pa zanimivo, ker te slike, ki jih vidimo na samem topu, na summitu te gore hriba, pozabila sem, ko se reče, ampak tam ste že čisto popolnoma happy, vse je v redu in v normalnem, solidnem času ste v bistvu dosegle svoj cilj. Potem pa vidimo, ko ste šle dol, po slikah nekako se razbere, da ste šle po tisti poti, ki gre v bistvu naprej, namesto da bi šle samo po isti nazaj. Sklepajo, da ste ugibale, da boste prišle naokrog in nazaj od tam, kjer ste prišle, to se načeloma tukaj je tako hod, ker če greš samo naprej dol, prideš dol, tle je šlo pa samo globeno v to džunglo in očitno, da ste zašle. Tisti njun vodič, ki je ugotovil, da one dve niste prišle na turo, je v različnih teorijah zelo res sumljiv, ker on je bil tista oseba, ki je kar randomly vletel pa je v tisto stanovanje od njunih hostov, od družine, ki ju je gostila Chris in Lizen, in je malo si pogledal sobo in je ugotovil, da jih ni dejansko nikjer in da so vse stvari tam pustile, torej zbežali nista nikamor. In obstaja opcija, pač ne se zapičati v njo, ampak obstaja opcija, da je šel on za njima zaradi tega, ker je edin poznal in obladal pot, edin je vedel, kje sta, edin je vedel, da jih ni, mislim, na tisti točki je imel še tisto prednost, potem je on šel mogoče za njima in jih dohitel. Recimo, da so se na vrhu dobili, srečali in šlo si tudi, da točno takrat, ko naj bi on že prišel za njima, ker je 2. ali 3. april, če se ne motim, se vidi po telefonskih pogovorih, da so se poskusih klicev so se ful umirili, tako da možno je, da jih je on dohitel in ker ste mu zaupali, ste se sprostili in ste nehali klicati na pomoč, on pa da jih je peljal samo globje in globje v džunglo. Tukaj mi je tudi zanimiva teorija, ker recimo, če je prišlo do kakšne spolne zlorabe, zaradi tega, ker sta obe v tem primeru bile iz čudnih razlogov brez modrcev, ne vem, zakaj ste jih pospravili, recimo, to so take nenavadne stvari, ki so tukaj vmes. Potem pa še ena stvar, ki se pa meni tudi zdi itak vredna omembe, je pa ena fotografija, ki je ni, zaradi tega, ker fotografija je ogromna in vse so čudne, spacane, nejasne, temne, ali pa se nič ne vidi od fleša, ampak vmes je ena, sprav imamo tako 6, 7, 8, potem pa 9 manjka, potem je spet naprej 10, tralala. Če je opcija, da je bila ta oseba zraven in je preprosto želela, in potem, ko je imela priložnost, da je pač zbrisala to fotografijo vmes, ki manjka, in vse ostalo tudi, obstaja tudi teorija, da je mogoče on tista oseba, ki je vse te fotografije naredila, samo toliko, da zmede in zavede potem tiste, ki bojo dejansko iskali te dve punce, ampak meni tukaj ni logično, zakaj bi toliko drugih ekstra stvari naredil, zakaj bi kosti raznesel po fucking celi džungli. Šlo se je pa tudi, da je bilo takrat suho obdobje in v suhem obdobju, tudi če bi on zdaj padle v reko in da naj bi reka raznosila te njune ostanke, ruzak in vse ostalo je nemogoče, ker je bilo preveč sušno obdobje, premalo je bilo vode, neurnikov in vsega tega. In basically je moglo biti to storjeno kvečemu ljudi. Ok, zdaj tako pa ne ni predolg video, če ga na hitro zaključim, fora je, da je tle še en kup enih informacij, ampak so take ful majhne, ful so si podobne med sabo, pa v 3 jezikih so in lahko da je vse čist narobe, tako da zaenkrat je to, kar imam informacij, upam, da vam bilo všeč. Taki videi zahtevajo malo več dela, tako da zdaj glede na to, da je ekstremno freaking busy, 3 mesece dvomam, da bo še kakšen tak, pač ne vem, ampak dvomam. Mogoče je celo bolj simpel videi, če bom jaz hotela preživeti 3 mesece in sploh še normalno objavljati, ker vem, da je tako busy in bom gagala od vsega dela, ki ga imela, tako da mečkam potrpite z mano moji alieni, najrajši vas imam, tako da če boste malo potrpeli z mano, da je mogoče kakšen video, manj bom noro vesela. Tako da ja, to je to zaenkrat. Alieni moji radi se imejte, pridni bote, aj čau!